Politični potop Levice, Mihe Kordiša ali morda celo obeh, zaplet med vodstvom Levice in do nedavnega enim od najbolj prepoznavnih članov stranke, je namreč dosegel vrelišče. Disciplinska komisija Levice je po več kot letu dni javnih medsebojnih obračunavanj Miho Kordiša izključila iz stranke. Razlog: Kordiš več kot leto dni ni ravnal v skladu z interesi lastne stranke, temveč jo je javno napadal in ji škodoval. Leve stranke, ki spusti vsa svoja načela samo zato, da se drži na oblasti, če ne potrebuje, pa svoji nekdanji stranki kritično vrača Kordiš, ki napoveduje ustanovitev nove stranke, Levici pa, da ne bo prestopila parlamentarnega praga. Kdo bo in koga ne bo v poslanskih klopeh prihodnji mandat? Z nami sta donedavna politična sopotnika, koordinatorica sveta stranke Levica, Nataša Sukič in Miha Kordiš. Dober večer obema. Dober večer. Gospod Kordiš, zakaj vi po vaši izključitvi napovedujete politični potop Levice, oziroma da Levica taka kot je ne bo prestopila praga parlamenta na naslednjih volitvah? Najkrajši vsebinski odgovor je, da leva stranka, ki se profilira kot leva stranka, ki zagovarja vrednoto solidarnosti in družbene premene in odide na sredino, izgubi svoje volivce. Izgubi svojo specifiko, izgubi svoj razlog, zakaj bi jo kdorkoli sploh obkrožil. Tisti volivci, ki imajo radi sredinske stranke, ki imajo radi stranke enega obraza, imajo na voljo več kot dovolj drugih možnosti. Sicer pa to ni neka ocena, ki bi prišla od mene osebno, ampak je splošno politično stališče. Praktično vsi se zavedajo in so tudi svarili vodstvo Levice, da ukolikor ne razpre peruti toliko, da bi lahko v Levici domovali tudi socialisti in gre z nami v konflikt, bržčas gleda in lahko pričakuje slab volilni rezultat. Se strinjate s tem, da ne boste prestopili praga parlamenta? Mislim, predvsem se ne strinjam, da je Levica kakorkoli odšla v sredino. Levica ostaja zvesta svojemu programu, ostaja socialistična stranka, vedno je bila in vedno bo. Znotraj vlade se trudimo po najboljših močeh, da uresničujemo pač čim več prioritet našega socialističnega programa. In ravno zdaj se je začel recimo največji cikel v zgodovini samostojne države gradnje neprofitnih javnih stanovanj. 251 milijonov smo zagotovili v tem mandatu. Je to socialistični ukrep ali ni? Mislim, kdo so to vsi, ki to ocenjujejo? Veste, kdo so to? Mislim, praktično ni političnega akterja, ki ne bi delil to vrstne analitike. Zelo jasno je, da je z tem odhodom v sredino, s prestajanjem na neoliberalne obrate v družbi, z tihim pristankom tudi na militarizacijo družbe, Levica zapustila svoje jedrne volivce. Dajmo se spomniti, s kakšno veliko težavo smo prestopili parlamentarni prag na zadnjih državnozborskih volitvah. Ljudje, ki so nas pripeljali čez ta parlamentarni prag, so bili tisti ta pravi. Najbolj zagreti levičari, prepričani levičari, ki so od nas pričakovali seveda veliko več, ki so od nas pričakovali, da se bomo za svoje temeljne vrednote borili. To so ljudje, ki sedaj zapuščajo to stranko, bodisi kot volivci, bodisi kot aktivisti, strokovni sodelavci in podobno. Zelo veliko število teh ljudi je že odšlo. Medtem smo se pa v levem krilu zelo lepo zorganizirali, zato da zagotovimo preživetje socialistične alternative na političnem parketu. 500 tovarišev in tovarišic nas je že ratalo v tem trenutku. Veste kaj, v teh mesecih, ko je disciplinska komisija pač proučevala to žalostno zgodbo, je stranko zapustilo natanko 5 ljudi. 5 ljudi, 5 tovarišic in tovarišev. Od tega tovariš in tovarišica eksplicitno zaradi Mihe Kordiša, za ostale 3 ne vem, kaj je bil razlog. Tako da to govorjenje, posploševanje, to govorjenje na pamet, to kako vsi nekaj, to pač ne pije vode. In ne vem, odkje ideja, da je Levica se odpovedala svoji mirovniški politiki, svoji mirovniški drži in da podpira militarizacijo. Mislim, več kot jasno smo povzdignili in ves čas povzdigujemo glas proti militarizaciji in to je ena izmed bistvenih naših politik in nikoli nismo prenehali tega početi. Odkje torej ideja, da naj bi mi podpirali militarizacijo? Ne razumem. Držite vrečo med tem, ko NATO vanjo staka naša sredstva, ki bi jih potrebovali za izgradnjo naših bolnišnic, ki bi jih potrebovali za naše javno šolstvo in tako naprej. S čem držimo vrečo, Miha? S tem, da ne gremo iz koalicije? S čem mi konkretno držimo to vrečo? S tem, da smo kritični, da glasujemo proti tem stvarem, ko se odločajo? S čem torej držimo vrečo? Ta vlada je namenila rekordne količine denarja za novo orožje.
trenira ukrajinsko vojsko, napoveduje še več stopnjevanja za dodatno militarizacijo. Levica vse to tiho podpira. Seveda, javno se izrekajo, kako so proti temu, ampak Ukrajiniti niso pripravljeni nič. Kaj točno ste do zdaj storili proti tej militarizaciji? Absolutno ničesar. Jaz že od začetka tega mandata pozivam, dajmo se vendarle organizirati, dajmo sprožiti kakšno parlamentarno pobudo, lahko tudi amandmaje na proračun. Neprestano, veste kaj poslušam, oziroma sem poslušal, ne Miha, ti samo delaš probleme, dajmo se pretvarjati, da ta stvar ne obstaja, dajmo poudarjati v javnem prostoru naše menda domnevne velike uspehe. Medtem se nam pa dogaja, da svet drvi v tretjo svetovno vojno in slovenska vlada tudi pri tem sodeluje. Popolnoma delim to analizo in to mnenje. In vse to mi govorimo več kot na glas. Sprožamo pobude, tudi okrog Palestine in vsega, Gaze. Koliko pobud je samo Levica sprožila in je popolnoma odstopala od določenih politik vlade. Ves čas smo kritični. Zakaj pa smo pravzaprav v tej koaliciji? Ne zato, da bi se sredinili, ampak zato, da udejanimo vsaj kaj iz našega programa, da ljudem konkretno udejanimo nekaj. In 251 milijonov za stanovanje je pač dovolj dober razlog, da še vztrajamo. No? Ampak gospod Kordiš, vi, ko govorite o tem premiku proti sredini Levice, pravite tudi, da se je to zgodilo zato, ker na ta način vodilni, se pravi, vi, gospa Sukič, pa Asta Vrečko, pa Tašner Vatovec, vidijo možnost lastnega političnega preživetja in kariernega vzpona. Kaj hočete reči, da se vodilni v Levici dali prednost svoji karieri in temu, da so v vladi pred uresničitvijo programa Levice? Absolutno, se to je neka dinamika, ki se vidi tudi od zunaj. Niti nismo prva levičarska stranka, ki bi se nam kaj takega zgodilo. Levica, resnična socialistična in mirovna stranka, ne bi mirno z zgolj Ponci Pilatovskim umivanjem rok ustrajala v vladi, medtem ko se kupuje rekordno količino orožja za potrebe NATO pakta in medtem ko se Evropska unija s pomočjo tudi slovenske vlade pripravlja na svetovno vojno. To absolutno ne gre. Enako velja tudi za socialne kazalnike. Ljudje danes živijo veliko slabše, kot so živeli na začetku tega mandata. Dviguje se revščina, dvigujejo se najemnine, dvigujejo se čakalne vrste za zdravnika, prav tako se dvigujejo tudi dobički, bogatstvo najbogatejših. Veste, kaj se pa ne dviguje? Kupna moč naroda. Ne dviguje se pokojnine, tako kot bi se morale, ne dvigujejo se plače, študentom tudi ni bolje. Še eno leto nazaj je bila minimalna plača 1 evro pod pragom tveganja revščine, danes je 50 evrov pod pragom tveganja revščine. To je pač ta resnica. Mi smo kot družba revnejši danes, kot smo bili na začetku tega mandata in lahko se našteva cel seznam nekih domnevnih uspehov. Dejstvo je, da so bogati bolj bogati in revni so še bolj revni. Zdaj ne vem, hoče Miha Kordiš povedati, da je ta vlada kriva za vse to, ali je vendarle skup vseh okoliščin od tega, od energetske krize, inflacije, ki nas je zadela zaradi vojne v Ukrajini, do tega, da je bila pol Slovenije pod vodo. Vse to so neki faktorji, ki jih nišče niti ni pričakoval, jih niti ni mogel kalkulirati v svoje projekcije in vse to vpliva tako na kupno moč, tako na rast cen v trgovinah in tako naprej. Ampak očitno gospoda Kordiša je bil na začetku tudi to, da ustrajate v vladi zaradi svojih karier. Mislim, zdaj pa naj meni Miha Kordiš razloži, kako naj vem, ali bom v naslednjem mandatu ponovno izvoljena za poslanko ali ne. A je to možno napovedati? Je to možno vedeti? Ni. Ampak jaz sem prišla v Levico, ker sem prepričana socialistka in ostajam zvesta stranki. Ne zamenjam stranke tako vetrček zapiha. Tudi če imamo kdaj slabše čase, ustrajam in se borim za to stranko in se bom borila do konca in verjamem v naš projekt in vem, da ostajamo socialistična stranka zavezana programu in vem, kaj pomeni biti v vladi. Vem, kdaj je potrebno kak kompromis sprejeti za to, da dosežeš nekaj pomembnega. In mislim, da je Levica zdaj nažalost samo še 4 poslanci pač dosegla določene velike preboje. Recimo enka je minimalka. To je tudi pomembna stvar. Tokrat noben ne bo pod minimalno plačo. Kaj to pomeni? To pomeni tudi, da bodo delavke in delavci, ki niso pod minimalno plačo, imeli vendarle neko boljšo izhodišče za pokojnine.
na koncu koncev, a ne? Gospod Kordiš, kdo bo zdaj socialistična stranka? Vaša nova stranka, ki jo boste ustanovili, ali Levica? Ne, gospa Sukič pravi, ne, mi smo socialistična stranka, vi pravite, Levica ni več socialistična stranka. Mislim, besede so poceni, velja program, veljajo zaveze do ljudi, za katere se postaviš. Levo krilo bo socialistična stranka, naš dolgoročni cilj je odprava kapitalizma. To pomeni, da moramo tudi gospodarstvo vrniti ljudem in ne pristati na to, da nam neke tržne silnice diktirajo naša življenja. Banke je potrebno vrniti nazaj v državno naročje, pa ne le kot državne banke, ampak jih moramo spremeniti v javne banke, vsaj Nova Ljubljanska banka, ne pa da nek Blaž Brodnjak dobesedno diktira tempo slovenskega gospodarstva. Mi potrebujemo finančno ožilje za podnebno, razvojno in socialno transformacijo naše družbe, ker drugačno niti podnebnega zloma, niti te histerije militarizacije ne bo preživela. Kje bo tukaj Levica? Glejte, Levica, to je kot da bi naš program zdaj le citiral, vse to je. Kaj ste pa naredili v tem mandatu proti temu, da bi nam Blaž Brodnjak vodil gospodarstvo? Jaz bom samo to povedala, da pač Miha Kordiš je bil med tistimi si bil, ne, ki smo podprli vstop v koalicijo. Strinjal si se, da gremo v koalicijo. Torej, kot en izkušen politik si verjetno moral nekako vedeti, kaj pomeni biti v koaliciji. Verjetno si vedel, da ne boš mogel čisto vsega do konca idealno uveljaviti. Tudi mi nismo srečni, če ne moremo uveljaviti vsega tako, kot smo si zamislili. Smo pa zelo ponosni in veseli, da nam je uspelo nekaj zgodovinskih prebojev. In mislim, da ljudje vendarle to prepoznavajo, vidijo, da znajo tudi ceniti to, da si pač upaš prevzeti na vse zadnje tudi odgovornost in nekaj narediti, ker govoriti znamo vsi. Mi smo to govorili 8 let v opoziciji in lahko bi še 4 leta dalje govorili v opoziciji in igrali veliko načelnost in čiste duše. Ampak pač šli smo v koalicijo in ti si se takrat s tem strinjal in ne moramo zdaj kar odvihrati ven iz koalicije, jo razrušiti, zato ker nam pač nekaj ne paše. Marsikaj nam ne paše, ampak so pa stvari, za katere smo ponosni in stojimo za njimi. Dobro, kdaj bo stranka, gospod Kordiš, lahko že napoveste ustanovljena? Najprej bomo oblikovali neformalno inicijativo, do volitev imamo čas in želim ta proces peljati, kolikor se da, vključujoče po korakih postopoma. Formalno bi lahko že takoj jutri ustanovili stranko, ampak se mi zdi bolje to opraviti na demokratičen način, za široko debato med tovarišicami in tovariši.